Medaj so se odločila, da bomo danes tale prenočila, tako da so prispela, zaprli so zdaj glavno jadro, zgrejo pa samo na Genovo noter, glede na to, da malo veter, pa da je bolj osko, da če treba, lahko se na hitro spravila Genovo. Tle je čist plitvo, tle v glavno gremo noter. Tukaj pa vidim celo nekaj hiš pa dva avtomobila. Ena jadrnica naj bi že nekje noter bila, po ajcu je kaže. Čpejo tole čez plitvo. Glavno jutri bomo nadaljevala, takoj zjutraj, po moje že v 5. Še skoraj malo prej, ko sonce vzide, če se bom ne zbudil. Midva še kar jadrava za 4 vozli lepo noter na Genovo. Ful moral vjugat, ko je noter, ko je ena reka. Glavno tle ne morava sidrati, ker je pregloboko. Tle je preplitvo, da mora iti bolj noter, ker se bo vse skupaj globina, ko bo padla, lepo in pa bova sidrala. Če pa tako, kar mirno, lepo izgleda čista voda, tako da mislim, da bo v redu. Moram zaviti desno? Ja? Tukaj imaš pa ko bazen. Sandbank, ja. No, zdaj greva tako noter in pa še ne 2 milji. Evo, 5-9 po GPS-u na Genovo. To noter kak tiha. Tamle nam pa žviljajo. Upam, da ne bo težav kakšnih tukaj. Je pa ena jadrnica že noter, se pravi, da ne bova čisto sama, kar je dobro. Alja, školjka je pospravila noter v predal. Boš ono obrisal tam? Kjero? Ono črno, ki je školjka umazana. Se imamo še ful več, zdaj imamo pa en predal prazen. In jih bomo noter dala, tako da jih imamo na enem mestu. Zdaj, ko smo se ustavili, moramo malo take stvari narediti. Jutri zjutraj zgodaj štartamo. Dobro, smo prišli spet prav čas v zavetje, že tle noter, Novčki delajo pa ful piha. Če pogledamo 24,6, 25, 2, 26, že ful piha, pa smo tle noto zavetju, kaj šele tam zunaj. Tako da če je napovedano tam do 24-25 vozlo, lahko kar preštejemo, saj še 10 vozlo. Že po noči je bilo napovedano Bonaca, pa smo imeli 31 vozlo po pol maksimalni sunk. Sicer se je proti jutru, po eni, drugi zjutraj mirilo, ampak nikoli ne veš, kaj te čaka tle Rdeče morje. Tako da jutri zjutraj nadaljujemo, ker bo veter pol. Napovedano sem do 19-20 vozlov,
še zmeraj to pomeni, da bomo lahko imeli zelo pestro, ampak bova še blizu obale. Tako da če bo treba, bomo šli nekam sidrati. Tale Rdeče morje je res nekaj najtežjega, kar lahko človek prepluje, po moje. Pacifik, Indijski ocean, Atlantik, meniš. Veliko lažje kot to, ne? Vsa si od čokoladnega biskvita okoli ust. Kaj pa ne obrišeš? Ja, bom to vodo porino, se boš. Ta je drugač pa toksična, strupena, tako da ne preveč prijemati. Pa še vedno smrdi. Ja, sicer k strani ne bova vrnila, ampak ni ravno zdrava. No, eno kosilo danes piščanski, včeraj je kar so ostale še. Tole so tortilje in Natalija naredila. Drugač pa kar piha, že čedalje bolj. Kar sem gledal, evo, 35 vozlov, 34,6 maksimalni sunk. Tudi vsake tukcajta tako zapiha, pa smo tle not v zavetju, bo so že čist beli valovi. Vesel sem, da nismo zunaj na odprtem. Zbudila sva se 4:30 in odhajava. Tole Rdeče morje pa je bogato z ribam. Je pa res, da tudi nismo nobenih ribičev še do zdaj videli v celem Rdečem morju. Natalija je zjutraj vrnila vabo noter, mislim zjutraj. Nekaj minut nazaj. V bistvu je bila noč sem salona, evo ti, mava že riba gor. Že navija. Naj ona vam potegne, kaj nastavlja. Se pa moja spet kakšna barakuda, kar nama ni preveč všeč. Ona bi rada ujela mahija. Ne vem, koliko jih je kaj tle lepo
Rdečem morju, ampak ali pa saj tuno. Zaenkrat nama ga je še kar dobro, tudi valovi so še zmerni, tako da naju se ne ustavljajo več toliko. Je pa tale greben blizu, moram paziti. Ne vem točno, do kje sega. Edino to je malo smotano, zakateti tak. Ampak ne. Zdaj greva še tale ne 7-8 mil naprej, potem je pa spet en zaliv, gremo noter. Tam bova probala dobiti jajca, zelje, take zadeve, pa mogoče celo nafto. Potem pa pričakujem, da spet pred nočjo izplujemo, naj bi veter malo ponehal, da se bo krepil cel dan. Potem pa spet izplujemo in probamo čim več mil narediti severno. Najna hitrost zdaj je 5,5, kar je odlično. No, druga jadrnica, ena je tamnele jadra. So šli malo bolj ven, medva greva lahko še ob obali, nismo še toliko blizu rifa. Mogoče celo zdaj, ko se bo veter spreminjal, če dalje bolj z te smeri bo prihajal, bomo lahko mogoče skozi jadrala v veter do hoda. Smo čisto blizu rifa, mogoče 50 metrov, evo ti. Že tukaj se skale ven vidijo, ampak mislim, da bo šlo lepo naprej. Mislim, da je tle teren malenkost bolj potem proti obali, tako da nama bo uspelo, brez da bi obračala, po moje. Dalje pripravila že sidro. Sem zvijem dženova, vžgem motor, spustiva sidro in to je to. A kosilo smo že imela danes? Ne še? Pa sem pozabil, ok. Danes zjutraj smo stala 4:30 in štartala naprej na sever, ker je malo bolj ugoden veter, ni tako močan. Bilo sem tam do 20 vozlov, zdaj je 15, tako da lepo jadrava. Takole imamo po noč, po dnev, skozi muskorti, oderejo se, ko eni norci so. Tako da tale 16 VHF je tudi, ne vem. Pa je tudi in vojska na njem in vse, ampak ne vem. V glavno stalno je posel. Moramo pa imeti ožgano, ker nas tudi kličejo pa to, da se lahko javiš. Groza. Sred noči začnejo sedrt, pa neki zavijati, pa čist norci. Še ena nočna je pred nama. Imamo še približno 80-90 mil do prvega sidrišča, kjer je nam dovoljeno se ustaviti. Zdaj v 12 urah, če plujejo 4 vozli, se pravi, bomo naredila v glavno sfalilo nama bo do zjutraj, ko bo začelo ful pihati, saj po napovedi, 15-20 mil računam. Nočem preveč gnati motorja, da ne bo kaj narobe, pa da ne bova imela preveč porabe. Zdaj, ker imamo še kar daleč za prideti. Kot vidite, se je čisto umirilo in je čista bonaca. Tudi, ko bo čist malo sapce, sem odprl jadre, da nama sva pa pol vozla hitrej. Zdaj pa tako nadaljujemo. Edina težava je bila zdaj danes, ker so dve jadrnici se ustavljali tle, ko gremo mi zdaj, in so prekršila pravila, ki so nam bila dane. Mislim, tle je ta agent, ki je se ful boril, da nam je izboril ne vem koliko sidrišč do
Sueza, kjer se lahko sploh ustavimo, ker drugače se tle so ful striktni in ful kontrolirajo. In kaj se je zgodilo? Ena jadrnica je pač, zasidrali so se, eni so dali gumenjaka v vodo in so šli sem do sosedne jadrnice in je bilo vse narobe. Tukaj so striktni, sploh niso šli na obalo ali pa karkoli. Ta druga stvar je bila pa, da je šel eden propeler neki popravljati na jadrnico in je bil isto problem. Za čisto vsako stvar, ki bi šel v vodo, bi mogel dobiti posebno dovoljenje, bi mogel jim sporočiti, toliko so striktni. Tako da se ni zaigrati, ker kazni lahko dobiš baje do 10 000, tako da te lahko hitro pobere. Evo, izobesla sva rumeno zastavo, gumenjak mora ostati na palubi, pa prepovedano iti v vodo. Zdaj ta naslednje sidrišče se me že spet težave, tako da zdaj sem dobil številko tudi od ministra za kulturo, Skyra, ne vem kaj. In če pride policija, kdorkoli ga mora poklicati na to številko, zakaj so se tako dogovorili, da pač mi jadralci se lahko ustavimo, ker je skoraj nemogoče, da preplujemo Rdeče more, brez da bi se ustavili. Prijava je pa zelo draga tukaj. Evo, spet imamo vso slano jadrnico. Ni sicer se ne vidi, mogoče če je malo bližje. Evo ti pesek, prah, vse je od praha. Tle na Inoxu so dobro videti, evo ti, zdaj ko mu pisamo. Evo, koliko je prah. Tega peska, dejansko saharskega, rdečega. Glede na to, da ne smemo v vodo, sem navezal tudi označil sidro, če bi se slučajno zataknil, da ga lahko z vrvjo ven potegnem tudi tistale bojca tamle spredaj. Tole je drugač mesto Marsa Alam. Marsa Alam, Egipt. Nam je dovoljeno, da gremo tle sidrat. Tamle na koncu, mislim, da vidim dva jambra, se pravi, da so dve jadrnici tam že. Pa bomo imeli težav, ker včeraj so jih hoteli zgnati tam. Lokalna policija prišla, da so pol ne vem kaj se dogovorili, pa z ministrom za turizem. V glavnem so lahko ostali, upam, da je zdaj to, da ne bodo zdaj še kaj težili, še 3 jadrnice prihajamo. Jaz sem se lotil delati vloga, mogoče 5 minut mi je ratalo, evo, pa je prišla lokalna policija, so pogledali potne liste, da so šli stran. Zdaj je pa rekel, da bo en prišel nazaj, da nam lahko zrihta SIM kartice za internet. Sam mislim, da ne bomo vzeli, ker je škoda denarja, ker imamo še zmeraj Starlink, čeprav ga plačujeva, ker ne bomo pač uporabljali tukaj interneta. Bolj se nam reče, bi lahko mogoče za tole nafto zrihtal, smo porabili na 60-70 litrov bi rabila. Pa kakšen kruh, jajca, mleko, take zadeve, če se da kupiti. Seveda, če ne bo hotel preveč zraven, odvisno kakšna cena bo videl. Natalija pa študira že spet malo. Ja, ti so dobili za 140 litrov, so dobili 140 litrov so plačali $175. Kjerega leta? 2020. Ja, no. Zdaj smo pa 2024. Se pravi, Tudi na Karibih je bil čas pol cenejši. Med so na Martiniku plačala 1,8 pa še nekaj za liter nafte. Tako da ne može več primerjati leta 2021. Po covidu je šlo vse gor in je... Tudi je bil pol dolarja liter nafte, zdaj je pa dolar pa pol. Evo, hvala. Thank you. Come back to coffee. Okay. Zdaj nama je pa sekera vmet pala, lahko rečem končno. Evo, zdaj s tem, da smo in tringel pustila, mislim tringel, rekel je ok, čeprav je bilo za vse, kar smo naročila, smo plačala €72. To je čist njihove baje cene. Naročila smo pa 20, 30, 40, 50, 65 litrov nafte. Naročila smo 30 jajc, SIM kartico z 45 giga podatkov.
solato, jajca, kaj še? V glavno kruh neki, v glavno vse skupaj za 80 evrov. To je pa veliko cene, ko pri nas doma, po moje. Tako da smo jo zdaj povabila še na kavo, nazaj pride. Tako mi, da so prvo noč preživela na sidru, tako da smo spala celo noč. Kak piha, tako je bilo že po napovedi, tako da dobro, da smo tukaj, glede na to, da smo v zavetju. Pa se že tlele beli valovi delajo. Se pravi, da kak piha, najbolj da pogledam koliko. Da vidimo, kaj kaže tale naprava. 27 vozlov, trenutno 28 piha, maksimum 32. Vesel sem, da niso zunaj. Sicer ne vidim glih točno, je rif kar malo daleč. Kakšni so dejansko valovi, ampak tale bo v redu. Danes je nedelja, jutri je ponedeljek, tako da bova 2 dni še tukaj. V torek, po moje, bova pa štartala proti Suezu, če bo ugodno vreme. Kakor sem gledal napoved, bi kar šla do Sueza direkt, se ne bo nikjer več ustavljala. Čisto odvisno od vremena. Če bo pa pihalo, bo treba pa nekje spet na eno sidrišče. Kavica se pripravlja. Danes bodo jajčka, včeraj sva dubla. Pa tudi lahko naročimo še. Tudi piščanca lahko naročimo, vse tako. Cene so pa po moje najnižje do zdaj, ampak to imamo res sreče, ker je ta lokalc čist po cenah dejansko. No. Vse tako prav. Takih prinesel, ko on kup. Pa tudi če malo zakroši zmerim je, če primerjajo druge, ful cenej. Po mojemu še kar en spisek dala, pa naj nama prinese. Ful dobro. Koren sva dobila. Paprika ni draga, tako da bom papriko še naročila. Jo nisem kupila že par mesecev nazaj. Mislim, da je bila na Maldivih, ne vem, par dolarjev. En komad, ne pa kila, tako da bova tukaj zdaj naročila jutri. Mogla so zaprt tendo, ker preveč piha. Je že sunki, tu če 40 sunkov vozlo. Ja, se že tle noter za rifom, čist beli valovi, tako da bo zdaj 2 dni tako ne pihalo. Ravno prav, da smo v zavetju, gaj se ne. Zavetju smo. Ja, v zavetju velikih valov. Vetra ne. Tale bolj piha. Noro. Evo, že čez 40 vozlo sunki. 44,7. 44,7. Koliko sem vesel, da nismo zunaj. Da se prav vidi, kako se valovi delajo veliki na gradenu. Že tle noter je... Piha še vedno, ne vem koliko, vsake tu časa so ful sunki, ampak v redu. To bom šel vse zato tukaj, ker bomo jutri še enkrat delala vodo, ne veliko. Sem zato, da ko jo delava, je en teden ne raba pol delati. Pač pa takole piha, zunaj so valovi, itak normalno. Ostali zdravi, si čakamo tukaj, da bo ponehalo. Takoj, ko bo ponehalo, gremo. Sidro dobro drži, ker je sam pesek, po moje se je ful ukopal noter. Tle ni videti koral, saj ta del ne, tam od spredaj so, pa tam so, ampak tle se itak veter ne obrne, tako da ni težav. To je to, zdaj pa itak ne smeva nikamer, tako da bova na jadrnici. Jaz sem že včeraj tudi malo čisto, spet okna, celice, se od peska, da se umazam, evo, kaj delo. Mislim, se ne da je strašno, sem valovi so in nikamer ne gre, evo, sem putan. Skačeva gor pa dol kot po trampolinu.
dalje slabše, 30 piha. Valovi so če dalje večji. Sicer so malo daljši, kar mi je všeč, zakaj ne nabijava toliko njih, ampak zelo slabo napredujemo. Sem pa zdaj na Ajsu videl, jadrnica, ki je včeraj zvečer izplula, je samo 10 mil pred nama. Tako da ne vem, kaj delata, gre ta pa tako, v tej smeri nazaj proti kopnem. Ne vem, kaj se dogaja. Čeprav za mano sem videl, je šla tudi ena jadrnica, mislim, da je 44 fitna, pa še ena ta Žano, tist Francoz. Se tudi premikajo, tam od 1,7 vozla do 3 vozla, ne gre hitrej. Se pravi, niso medel nič na slabšem. V glavnem, težko je čez tole Rdeče morje prideti. Kakor je napoved za en teden naprej, bo skozi takole. Enkrat Američani še prej mim na motor, če so pobali, ko sem imel jaz načrt, da bi šla jutraj zjutraj, pa sem videl, da je obrnil, tako da se vrača tudi kao na morje 62 feet kot Američan. Očitno nekaj preveč valov. Takole se saharski pesek nabere v vseh vogalih, vse je od peska. Tale katamaran je zjutraj nazaj prišel, čeprav je prišel skoraj 10 mil naprej, ker je bil prehudo, pa je Outrimer X5 tole katamaran. Se pravi, kot noč po dan s Timijem, pa ni mogel prijeti, kako bo šele medva, ampak smo se zdaj pogovarjali, da bi šli s temi Margot, da probamo zvečer, če bo šlo, čisto bo bali. Zdaj kritičnih je samo 20-30 mil, pa smo pa je po redu. Tako da bomo probali po temi, 9 splut. Zakaj takrat? Ker bo takrat veter malo ponehal, vsaj naj bi. Zdaj, če bo, ne vem, zdaj ta Nemci čisto zagret, sem rekel, ok, da bomo probali, ampak če ne bo dobro, bomo obrnila, pridemo nazaj, zasidramo. Recimo tole je še preveč. Se ni problem zdaj tak veter, v veter bi že plula, problem so od zone, ker se vidi tam čist beli valovi, ker greš v valove, ne gre nikamer, to se komaj premikaš, to lahko tudi se peleš vozu po pol, kar je pa neumnost. Če ne bomo mogli nazaj. Je pa toliko peska, evo, to ni oblačno, ampak to je sam pesek, zdaj ki piha, tu se ne vidi nič. Včeraj še ni pihalo, sem še te gore vse posnel, slikal še, ki so prihajala, zdaj se še te ladji tle ne vidi. Nič, vidljivost nikakršna, ampak ni to megla nič, ampak to je sam pesek leti, vse od peska. Takole, ko sem tle od zone prej, ko sem bil, takole, ko pride se strani, mi gre v oči pesek, noter sploh gledati ne morem, tako da zato se rad zadržujem v jadrnici. Še dobro, da nimam mleč noter, ker bi šlo še za leče noter ta pesek, tako da groza. Malo, ker takole piha, dvigne ta pesek gor. Po noč smo jadrali, smo naredili prvih 20 mil brez problema, pa je začelo pa pihati 55 vozlov, čez 55 že, tako da ni bilo možno več se premikati naprej, valovi so bili ogromni, celo jadrnico je zalilo, tudi na sprehodu nam je eno zadrnjalo, trnjalo. V glavno, pa sem pa 2 ure sem jih klical, po VHF-u te dva Nemca, ki smo skupaj pluli, da bom obrnil in da grem tle v zavetje, ker očitno sta spala ali kaj, sploh ne vem, 2 ure in nisem mogel. Kamorkoli sem obrnil, tam ste mi sledili. In potem sem pač rekel, da bom obrnil, grem v ta zaliv, ki je bil daljen 4 milje, gledam jadrnica, ona dva za menoj. Kamorkoli sem zavil za mano in sta za mano priplula tle v zaliv. Zdaj smo pa sidrali, ne vem, kaj smo počeli, v glavno zapleli smo verigi skupaj, sidra. Tako da sem jaz zdaj po 1 uri, 2, se ne vem kaj časa, pri nama spustil verigo, na koncu sem privezal 3 bokobrane in spustil se skupaj vodo. Njihova naloga je, da dvigneta sidro svoje in ko bi še pač moje prišlo zraven, ga sem flikneta v vodo. Jaz bi prišel s čaklo za grabu te bokobrane, nataknil nazaj na vinč, pa bi bilo.
nič od nič. Že eno uro, dve, že dan je. Se zajbavata, ne vem sploh zdaj kaj delata, ne vem, ali naj tam gumenjak noter, pa vse naštimam, pa grem tja. Poveta nič, na VHF, se najavta, moram se drti tako bedak, tako da ne vem. Zdaj smo stavno dva zasidrana, medva sva jim, sicer imam pomožno sidro, ampak toliko piha, da ne drži, tako da smo zdaj jim štrik vrnil, da sem se privezal na njiju, tako da smo za njim, v bistvu, ko bi me šlepal. In zdaj visiva za njima, tako da bomo videli. Sem pripravljen za pomagati nam jadrnico, zdaj da te rešimo sidra, da ne pustite, da pridem. Pravda, ne, tako da zdaj čakam, ko sama dva delata. Ampak veliko lažje bi bilo, če bi jaz pomagal, ne. Meda so takole le vezana, zdaj sem še dodal dva štrika, sem podaljšal, zato da sva se bolj omaknila, če bo on dvignil ali pa kaj, če obrne, da ne bo takoj imamo, da imamo malo več lufta. Pa tle smo v zavetju, pa evo kakšno je, piha 35-40 vozlov, zone pa itak radija. Tako da mislim, da danes itak nikamor ne bomo šli. Tle kot neko naselje, tudi drugač ni prepovedano tle sidranje, ampak sem pač povedal, da v 55 vozlov take valove, mi smo šli tudi manj kot en vozil, nikamer ne gre. Nama je zadrnil na sprehodu, uničilo. V glavno, ni bilo druge, ko gremo sem. Sporočil sem pa zato, ker so tle ful velike kazni. Če pride Coast Guard, je napisal agent, da moramo ga poklicati, je dal telefonsko številko. So ljudje že dobili kazni, glih včeraj, predvčerajšnjem je dobil eden, ki je premaknil jadrnico, ki mu niso dovolili $10,000 kazni. Ki poznava, ki je bil zraven najovez, da se je tak tečen, skozi drl. Vsi smo ga imeli že dost. V glavno in zdaj je prišel očitno na svoje. $10,000 je dobil kazni za plačati. Jaz sem že brez glasa, ker se moram drti, ker se ne slišimo. Ali tam od zadaj se ne slišimo, zdaj tako piha. Ta prišlus je šel narazen. Ta zdrga, tako da bo zdaj tole poprav, če se bo dalo. Pa še to zamenjati. Gor se je voda zdrgala. Vse je že, vse bo treba prešiti. Ne vem, kaj delata z mojimi bokobrani. Bokobrane sem jaz navezal na konc verige. 3 bokobrane, en za drugim, zato da pač plavajo, ne. On bi mogel samo rešiti svoje, pa iti stran. Jaz bi prišel pa do mojih bokobranov, bi ščaklo prijel, pa nazaj na vinč nataknil. Ampak ne vem, kaj počne. O, vila, kmalu. Peter je šel po dolgem priprečevanju Samuela pomagati na njihovo barko. Zdaj očitno bodo najino ketno nazaj vrgli, tako kot smo prvotno mislili. Sploh ne vem, koliko je ura. 10 ali koliko. 11. Šele zdaj sem od 3 zjutraj, 4. Končal. Vse nisem še končal. Ves sem porezen, ker sem se na propelerju malo polno. Neke plastike, upam, da ni ležaj tu ven šel na gredi. Polno mreže, vse navito. Sidro sem rihtal. Katastrofa. V glavnem, tako se je prepletlo. S tistem Nemcem sva na en kukurtu rihtala. Itak sem jaz mlad, pa nimam pojma, ne. Ne da se pa nič dopovedati, tako da smo eno uro, dvigovali 2 sidra, pa 2 verige skupaj, pa bolj sem govoril, da brez veze, ker je tu dvojno, in smo na vinč na roke vlekli takole še mojo verigo. In ko smo po 1 uri prišli do rumene oznake, sem rekel, no zdaj imamo pa še od 50 še 30 metrov, kar pomeni še pa v bupu. No, pa smo pa tako naredili, ko jaz sem privezal tiste boje, bokobrane, no, 4 komade. Na konc verige smo spustili vse noter in to je to.
Spustiš vse skupaj v vodo, verigo, ketno, vse, vlečeš samo eno ven, odmotaš, potem pa naslednjo. To je to. Sem težko dopovedati. V glavnem, zdaj se bom malo spočiti najprej, pa bom šel pa še enkrat v vodo, ker imamo polno mreže. Je pa tak tok, da pod jadrnico se moram ful držati, da me ne odnese. Piha pa ful. Piha, evo, zdaj 37, 38, vozda, 39, katastrofa. Po nočke smo pluli, sem rekel, 55, pa še nekaj bilo maksimum. Se mogoče tudi zato ni šlo več naprej, ker sem mrežo imel na propelerju, ne vem. V glavno, trojen sem čist gotov, se mi kar vrti. Danes po noči zvečer namerava v odplut, zdaj moram pripraviti par stvari, jaz grem v vodo, včeraj sem že probal mrežo rešiti s propelerja, ampak na dah ne morem se tokrat potopiti, ker je preveč. Tako da zdaj se dajemo v potapljaško opremo, pa grem od spodaj rešiti. Do konca upam, da uspešno, pa da je vse ok, da bomo pa lahko nadaljevali. Evo, sem do konca podihal še tole jeklenko. Brez potapljaške opreme ni šans, da bi tule rešil. Ene par koščkov sem dal tlele v žep, pa tam lahko zdaj ven dobil. Glavno, bilo je polno mreže, pa neke plastike se takole okoli navilo. Evo ti, to je bilo vse notek. Vse malenko si še tam uležajo, vsem sploh ne morem ven dobiti, ampak se čisto lepo vrti gred, tako da nič ne drsa. Tako da enkrat, ko bomo antifouling delali, je treba še en kos tega ven zbiti. Propeler je v redu, nima lufta, tako da ga ni propeler, ležaj, tako da je v redu. Nič, to sva rešila, še natankamo danes nafto, da imamo polno, potem pa kreneva direkt v Suez, ker morava priti jutri do 1-2 popoldne tja. Če smo pred prazniki čez, drugače imamo dodatnih $150 še za plačati. Nič, delava, greva naprej. Skoraj vsak dan čistva pesek. Timi, toliko je peska gor. Znaš, da sam voda. Zdaj bom pa zašila, zadrnja šla. Nama je valj odnesel. Tako da se vidi čez najne nove stekla. Smo štartala? Rdeče more je zakon, ne? Rdeče more je zakon, ko greš iz njega. Ko veš, da zadnje milje minevajo. Smo še stran od Petline. Ja, tlele gre zdaj nekje blizu. Tlej se vidi zeleno, če vidiš. Samo moram biti vseeno malo dlje od Petline, ki nikoli ne veš. Nekje je bilo po VHF-u, ne? Zdaj greva na motor, pol Genove imam. Skoro malo skačeva po valovi. Če bo takole le, bo čist fajn. Upam, da bo zdržalo tudi to noč malo menno. Ker čez dan piha tam 40-45, zdaj le evo piha trenutno 31, true wind speed. Zdaj le malo sonc, da bo malo več. 29, 30, 29, 30. Glavno, če bo takole, bo kar v redu. Ne bo pa jadrala, pa cikcakala, ker ne deleš tam na strani glavno pot, ker je glavne jadre, tle imaš plitvino, za jadre to take valove, pa to bolj da vžgeš motor za teh par 10 mil, ki jih imava še do Sueza, sem da prideva tja, pa je to. Nafte imava zdaj poln tank, pa še eno kantico imava polno, tako da nafte imava dovolj.
Imamo pa do Sueza 52 mil še 52 mil. Itak bova, če bo šlo takole naprej, bova prehitra, tako da bova šla še na eno sidrišče, 27 mil naprej, se bo ustavila, zasidrala, pa bova delala vodo, še z watermakerjem, ker pol v kanalu ne bova delala, tako da bova naredila malo vode, pa roč počakala. Zakaj mora pa priti v Suez po 1 uri, ker drugač je en drugačen postopek. Tako da mora priti popoldne po 1 popoldne, pa tako mora gledati, da zdaj je v bistvu, da bo pred 1. majem čez, drugač nam bodo zakasirali $150 zaradi praznika več. Rumeno zastavo smo dol vzela, da je ne bi zgubila, slovensko smo takole zavila, da je ne strnga čist. Zdaj pa ena nočna spet pred nama, tako kot že ne vem katera. V Rdečem morju so jih že kar nekaj preplula. Zdaj je še v redu, takole, ker gremo malo pod kotom na val. Malo bo mogli potem bolj na val, tako da bom videla, ali bomo tudi malo cikcakali ali ne. V glavno, sem da prideva medva jutro v Suez, tu nam je cilj, želja. Ne? Konc tega Rdečega morja, pa gremo nekaj čez. Vse pa tam ne bo pa nič boljš. Iz Grčije zdaj je še v bistvu zimski čas, še ni poletja, pol dol piha veter, direktno proti Egiptu, tako da bo mogla še tam 400 mil v veter iti, ampak veva pa, ko bova prišla enkrat v Grčijo, bo super. Tukaj je že ogromno ladij, na sidrih čakajo na obeh straneh, medva grejo zdaj naravnost, še kakšno urco po pol dve. Ne smemo iti prehitro, ker mi je že agent pisal, da naj jo spremlja in da ne smemo priti pred 1 uro, tako da je lepo počas. Okay. We pay now? Yes. Aha, okay. Natalija je navezala še grško zastavo. Ne grško. Nisi še v Grčiji. Ne še. Egipčansko. Zdaj so se tlele vezala. $21 pride tlele, da sva vezana. Mava tamle vodo, tako da zdaj bomo se pa lotila oprat jadrnico, bom šlauf lepo napeljal. Kakšno je že tender, vsa je rdeča, v glavno. Se bomo zdaj lotila kar oprat, da malo splahnemo. Danes bomo tukaj, jutri zjutraj pa potem nadaljujemo. Agentu smo plačali, vzeli dokumente, bo prišel je rekel čez 1 uro nazaj. To je to. Končno prispela konc tega kontravetra, saj za 2 dni, pa spet proti Grčiji, ampak okej. Ali pa Cipru, bo še videla, kam bo šla, odvisno od vremena. Sem da smo enkrat čez Rdeče morje, ful sem vesel. Pa, končno. Po moje sem zdaj že 10-tič odpravljava čistiti barko, skozi je nekaj. Glih ena ladja, prišla iz kanala ven. V glavno, zastavo, ali to gor, pa rumeno. Zdaj prišel pogledati potne liste, ki pogledal zdaj rumeno dol. Spravi, načeloma smo pol prijavljeno. Zmerili smo barko, je prišel drug inšpekcija, zmerite drugat zmeril. V glavno, nekaj komplicirajo brez veze. Medtem smo zdaj v glavno začela pred jadrnico. Tukaj sem kar gumenjak še dvignil, da bom še to vse čistila, tako da pravil sem še potaplaško opremo, ki sem imel od včeraj, ki sem bil v vodi. Namočila sva vrvi, on pa še enkrat spravil, pa še v drugem dal noter, če imamo glih možnost sprati, ker imamo vodo, tukaj dobimo, bomo to izkoristila pač, ne. Več pa zdaj to uperemo in ne vem, zdaj lahko greva tlele kam okoli, ne. Več tlele naj bi, mislim, da bili tudi tuši pa WC-ji. Mislim, da lahko gremo, saj nekdo je napisal, bo še vprašala. Če lahko se greva pa lahko stoširati. Razmišljam, da bom še tole dol vzel tendo, tele frišluse, zdaj, ker je tlele res. Evo, kakšno je.
ki je bilo zvito vse, pa dam tamle na pomol, nekam ali pa tle raj na jadrnico, pa da še tole malo speremo dol. Pač kukaj se le da, tle je sam pesek, tu je vse prašno, ti ki hodimo vse umazane noge, tukaj je umazano in potem je tu še vse noter, kjerkoli, ni verjam, kjerkoli pogledaš je vse rjavo, od štang do, ni da ni. Drugač pa evo, zdaj so ladje začele prehajati, ko so medo vsem plula, ni niti ena šla ne not, čez, v nobeno smer. Zdaj pa kar eno za drugo hodijo, tako da ne vem, mogoče imajo kakšne ure določene. Drugač pa tole stane $21, malo piše, zastonj je elektrika pa voda. Tudi če elektrika se bom pa tudi priklopil, pa bom lahko vlog malo še delal, da imam prenosnika lepo. Čeprav zdaj ni taka težava zaradi elektrike, ki imava dovolj sonca, samo celice je treba pred vetrni generator, pa še motorsko slauho, in ki je motorsko slauho, imamo čez polne akumulator. Se pravi, zdaj treba pa vse to ščistiti. Vse je umazano. Ja, nikaj. Tako je, kakšni so zvoki. Hudiček, kup se noter, bo treba fajn splahen, da bo šlo dol. Ne gre kar tako. Bova že, malo čas zdajle. Ura je zdajle, da vidimo, 14:44, se pravi 15 do 3. Dan je pa tam nekje do 7, zdaj se je spet ura premaknila. Nimamo več isti čas, ko smo imeli v Sudanu, ampak smo zdaj 1 uro naprej in bo ostalo tudi, se pravi, še v Grčiji, ko bomo šla pa iz Grčije domov, se bova pa spet na isti čas prišli. Tako da ne razumem tega časovnega pasa, zakaj ima Sudan dejansko isto, ko imamo mi doma. Se pravi, tlele Egipt pa Grčija imata pa 1 uro. Se pravi prej, tako da ne vem, ampak ok. Zdaj grem prej pomagati Nataliji, da to čim prej ščistva. Tole pa spravim noter, mizo, gor mizo, dol, pa meritve, pa vse.